Ej, Lučka, veš kaj sem se pa jaz naučil? Tak je pa že lepše. Si videla to? Mater sem bil pokračil to. Dobro, si to zrihtal. Res je. Živjo! Sva Matijas in Lučka in to je KM Show! pozdravljen že v 10. epizodi KM Showa. In danes se ga bova vtrgala, kot sva obljubila, ampak ne bova sama. Povabila sva prav posebnega gosta, mladega, uspešnega, ambicioznega, novinarja in bodočega vinarja, pa še marsikaj bo znal samo sebi povedati, ne? Tako je tudi prav. In sicer Miho Dajčmana. Tako, torej kot sva omenila, se nama zdaj na odru pridružuje današnji gost Miha Dajčman. Aj, veš, tako oni tisti, ko je na oder, ne? Bravo. Nič, dobrodošel, ne? Najprej en lep pozdrav, dobrodošel v KM Show oziroma današnjem KM Show toku. Ful smo vesela, da si vzel čas, pa si nas prišel pozdraviti malo. Zdravo, ful rad pridem sem, mislim, prej sem hodil, ne bom rekel na dnevni bazi, ampak vsaj ne 2-krat na teden po kavo, tako da sem spet rad v kavarni, ki sem jo redno obiskoval. Kaj? Ne, nič, product placement pravim, ne, Ja, pisarna se, Ja, mislim, super. poceni kava, dobra kava, pa fajn se je bilo pač pomenkovati z generacijo približno, no, tako da. Super. Jaz mislim, da najboljše, da kar začnemo z nekaj boš vsej povedal, malo se predstavil gledalcem. Ki si pogledal aktivista, sem mislil, da bomo začeli. V bistvu, mislim, da ste me povabili zato, ker sem novinar na Večeru, ne. Je to? Tudi to. Evo, v tem trenutku sem novinar na Večeru, drugače se kličem, sam sebe sem se oklical za podeželana, kar pomeni, da prihajam z podeželja, ker se mi v urbanem okolju zdi ful pomembno, da se povezujemo urbano in podeželsko okolje. Drugače pa ni to tako fejst pomembno. Sem, kaj bi rekel, nekdanji nogometaš v seoskem futbalu, v nižje ligaških tekmovanjih, ljubitelj športov, nogometa predvsem, ful veliko je teh različnih stvari. No. Vse pa, ja, ko smo že omenili na začetku podeželje, zadnje čase vedno bolj ukvarjam z pridelavo vina, tako da letos sem opravil tečaj vinarja in kletarja, tako da lahko rečem tudi, da sem vinar. Zdaj prihajam z kmetije, tako da imamo doma en kos v bistvu vinograda in v naslednjih letih bi radi iz tega nekaj naredili. Super. Da bomo dobro pili. Super. Kvalitetno, Ja. ne preveč, v bistvu kvalitetno je pred kvantiteto. Kvantiteto, to pa se strinjam s tabo. Med drugim delal si tudi na radiju, ne, če še poveš kako besedo. Ja, zdaj če gremo na ta bolj pomemben del, ne, trenutno sem novinar, delam na Večeru. Predtem sem bil dobro leto na Radio City. Moja novinarska kariera, pa ne vem, spogledovanje z novinarstvom pa se je začelo že v srednji šoli, tako da mogoče en intermezzo za tiste, ki vas novinarstvo zanima, že kot dijaki, ne, ki smo ravno v oddaji, ki je namenjena dijakom, študentom. Že kot dijaki se lahko v Mariboru preizkusite kot novinarji. Torej, da zaključimo ta del. Če imate željo, je v Mariboru veliko možnosti, da se kot dijaki in študenti udejstvujete, ne samo v medijih, tudi v različnih organizacijah, kot je KM Show. Super, da smo zvedeli v bistvu te začetke vsega skupaj. Dobro, maske, kvari, Zdaj maske kriva. Okay. V bistvu zdaj pa gremo bolj na sedanjost, oziroma rečemo pred karanteno, no? Ker vseeno zdaj med karanteno ni glih tako zanimivo in zato naju predvsem, oziroma nas vse verjamem, da zanima v bistvu poleg tega, kaj je tvoje delo na Večeru, tudi recimo sam proces v bistvu od same ideje oziroma samega povoda do novice, do same realizacije, da mi potem naslednji dan dobimo zjutraj več časopiško še diši po tisti barvi, ne? Teda pač, da imaš kar kompleksno. Vrelo, zdaj časopisna hiša Večera, pa medijska
medijska hiša Večer ne vključuje le časopisa. Ne? Zdaj, treba je to potem vseeno vzeti za kup, ne? Da je to medij, ki ima tudi digitalne platforme, ki ima podcaste, ki ima socialna omrežja, ne? Ampak če se mogoče zdaj čist konkretno dotaknemo časopisa, ja, v bistvu časopis mora priti zjutraj ob 7, 6, odvisno kdaj, ne vem, v moj kraju, v Juriju Pesnici, ga pripelje ob 6:15, zdaj vem, ker dostikrat prispim tam, vem, da mi ga pripelje 6:15. Ti že zbujen ali zgodaj? Ja, ko imam neko drugo delo, zdaj še doma na kmetiji, tako da vem, približno kdaj pripelje. V Mariboru, v Garsonjeri, tam je malo kasneje, ampak vseeno, ljudje imajo radi, da ga dobijo pred službo, da ga pogledajo, pa potem več preberejo, mogoče ko prijajo nazaj. Ampak, da gremo do tega, kak ideja, tak dalje, ja. Ob 9:30 je uredniški sestanek na Večeru, tam se dobijo uredniki, zdaj v času korone tudi preko Zooma in teh stvari. In oni se v bistvu dogovorijo, kaj bo tisti dan na 32 straneh v Večeru. Dostikrat se zgodi, da je idej tem več kot za teh 32 strani, zato se tudi potem ob 3, ko je drugi uredniški sestanek, odločijo, kaj gre v časopis, kaj mogoče pristane le na spletu, pa se razdela za naslednji dan in kaj doda za naslednji dan za časopis. Torej, ob 3 mi že približno vemo, kaj bo naslednji dan v časopisu. Se pa lahko zgodi, da se do konca redakcije, torej ob 9:30 zvečer, lahko še kaj spremeni. Na Večeru imaš vsak dan ljudi, ki postavljajo te strani, ki jih rišejo in v bistvu oni se odločijo, koliko česa bo namenjeno tisti dan v časopisu, katere fotografije izbrati, ali bo zraven kakšen okvirček, karkoli drugega. In ob 9:30 gre v bistvu časopis večinoma v tisk. Razen takrat, ko je tekma ali pa kaj posebnega, ki traja dlje kot 9:30, takrat pa v bistvu podaljšamo to, mislim, da imamo nekaj krat na mesec to možnost, da lahko podaljšamo ta čas, ko gre časopis v tiskarno. Tiskarna je zdaj v Ljubljani, na Delu se tiska Večer, nekaj časa je bilo, včasih v bistvu na Trgu Leona Štuklja, ko še ta ni bil Trg Leona Štuklja, potem je bilo Lejkam Hoča. Sosed. Potem se pač Večer po noči stiska, pripelje do 2, ne vem, 3 na štajerski konec, kjer ga je največ prodanega in se potem razpošlje po vseh teh manjših krajih, pa po mestu, pa po blokih. Trenutno tiskamo okoli 20,000 Večerov na dan, včasih je bila ta številka nekajkrat večja. Pač trendi so takšni, da tisk upada, ampak letošnje leto, razen tega, da so ga morali odjaviti lokalni, imamo pozitiven prirast, tako da še vedno se ohranja ta neka stabilnost, hvala Bogu. Rastejo pa v tem trenutku digitalni naročniki, zdaj če smo mogoče obdelali ta del z tiskom. Od marca letos ali aprila, ko se je pač začela korona, ko smo vedeli, da bo tudi nam se prihodki zmanjšali, se je v bistvu začelo zaklepati nekatere vsebine na Večerovi strani. Gre za približno 15 do 30% vsebin, gre za vsebine, ki so ekskluzivne, ki jih delamo le mi, za katere menimo, da v bistvu naredimo neko dodano vrednost. Ne. Pač digitalne oziroma vsebine kvalitetne je treba podpirati in niso samoumevne. Tako kot se plača delo pivovarja oziroma nekoga, ki je naredil aktivista, tako kot se plača delo snemalca, ki to delo zdaj opravlja tam, se je treba plačati tudi delo novinarjev in upam, da bo to čim prej prišlo v zavedanje splošne javnosti. Kako potem poteka delo nekoga, ki vas lektorira? Pač predvidevam, da imate lektorja, torej nekoga, ki gre čez celoten tekst. To sem jaz, bolj moje področje. Če čist predam primer, verjamem, da je bila kakšna napaka več kot sicer, ko sem jaz to v avto napisal na mobitel, to je zdaj moj način dela. Drugače pa, ko delamo za tisk, ker tisk ljudje konkretno plačajo, oziroma pač se res, ne vem, na koncu meseca dobijo položnico in je to res velika stvar. Za njih pa probamo res narediti vse čim bolj izpopolnjeno, do potankosti. In zatem, ko jaz napišem članek, gre čez članek prvič redaktor oziroma urednik, kdorkoli pač tisti dan riše strani, torej že on dosti stvari popravi, ker
pač delamo napake, ne, tudi če jaz grem dvakrat skozi, včasih ne vidim, kar vidi on. Svoje napake nikoli ne vidiš. Ja. No, To, ker veš, kaj si pisal. Tako. In potem se si v bistvu že v potem, ker glavi, bereš ko tisto bereš to, kar bi mogel, ne? Ja. Večer obstaja že 75 let, letos je bila 75-letnica in nekatere stvari so tudi dorečene, kako bi morali biti. Ne? Zdaj sem jaz tu 3. leto, pa nekaterih stvari pa še vedno ne vem. Ne? V intervjujih se res ne tika, ne? Res malo krat se zgodi. Če tikaš nekoga, moraš to pojasniti. Mislim, da se Blendorja vsi poznate. Ja. Celi intervju s Blendorjem sem jaz v tiskani izdaji v bistvu naredil, kot da ga tikam, zato ker smo vseeno generacija. Generacija, seveda. In potem sem že poslušal na večer, kako pa tikaš nekoga. Ne? Ja. Ampak to je posebno logično. To so neka, mislim, nenapisana pravila, ki so v bistvu v tem noterji. No, ko to urednik prvi preveri, potem gre za mano in za njim še lektorica. Lektorica je ena stopnja više. To pa vedno ženska, aha. In lektor, pardon, zelo grdo sem to zdaj. Ne, zato ker ponovadi se zdi, da ženske so bolj petantne, kar se mi stvari tiče, ne? Ja, ne? Se zdi, da imate bolj loko za nekaj Pač no rečem samo, da v našem razredu je samo en fant. Miha, to... Treh 30 punc, samo en fant, moj sošolec. Ženske imajo to oko. Ne oko, živce, Matijas. Najboljše je to, da se velikokrat ne vidimo. Ne? Tako da na koncu mi imamo v bistvu v sistemu, ta story editor se mu reče, ne? Ti daš članek, ko je siv, torej pišeš, potem daš rumeno, ko je napisan, potem daš... Ne vem, kaj se mi zeka, skozi se mi zeka, presežem. Torej, najprej siv, ko pišeš, potem je rumen, ko si napisal, to jaz dodam, potem ga z neko drugo barvo, mislim, da je rdeča, odda redaktor ali urednik, torej pregledano, potem je vmes vijolična barva, ko lektor to pregleda in on lahko v bistvu zavrne, ker nekaj ni razumel, pač ti pove, kaj te to je in imaš tak 100 vprašajev zraven, ne? In potem, ko on da zeleno, lektor gre potem v postavitev strani, ko je zeleno-rumeno, pomeni, da je stran pripravljena, ko je tudi tehnični, rečemo mi nekomu, kaj stran izdelal, oblikovalec, da je tudi pripravljena v tiskanje, za tiskanje. Verjetno pač imaš si kateri bralec, ki je pedanten, kot Lučka, ne, opazi kakšne napake. Nas se zgodi, da je večina teh napak nastala, zato ker je to bil članek, ki je bil takoj, ko je bil napisan, oddan na splet, da smo prvi, da smo up to date, ne. Takrat gre največkrat za primere, ko pač novinar piše ali s terena, ali piše res, ko še ni pripravljeno za tisk, ne. Ja, in tak in potem so vejce na zadnjem mestu. Ja, mislim, Vse logično, ne. Verjetno zdaj, če bi tu naredili tekmovanje, pa bi se mi pomerili pisanje vejc. Mislim, tekst pa postavljanje vejc, ni nujno, da bi jaz bil drugi. In zdaj je čas za spoznaj nas. Torej, na hitro to je en segment, ko bo en fun fact o nas, taki bolj skrit, vse smo ti predstavili že to, ampak za zunanjo javnost mu še nismo, ne? In danes je predajava štafeta. Hvala. Se lahko prvi osmešiš. Ker smo se takrat pogovarjali, se dosti hecam, ne? Potem sem malo pozabil na to, da moram to danes zdaj povedati, ne? Ja nič, ne, če smo zdaj aktualno politični, ker dosti Twitterja uporabljam, ne, dosti krat te kdo na desnici označi za malega komunista, ne, kdo na levici, ker sem pač rad malo provokativen, ti reče, ne vem, lega konzervativca, ne vem kaj hujšega rekel, ne, pač vredo je, da si vsem malo tem vpeti, ne. Je zanimivost ta, ne, da sem bil 8 let mogoče ministrant, ne. Deda me je pa učil partizanske pesmi. Tako da mogoče vedno je dober v življenju balans, ne. Evo. Lučka, boš ti naslednji? A jaz sem vedno naslednji? Ja, danes gremo v vrtni smeri. Da gremo v vrtni smeri, si mene dobla. Ja, nič, jaz bom pa se te navezal malo na to, o čem si tudi ti prej govoril, o tem, da si velik ljubitelj športa. In danes bi se pa rad navezal na to, da v bistvu sem že
od malih nog, ful velik ljubitelj nogometa, nasploh, tudi sam sem nekaj časa igral, ampak predvsem to, da v bistvu sem velik navijač Maribora, sicer nisem viola, ampak sem pa pač, veš, ko res hodiš na tekme, pa ko že pač od malega, dedi je bil tisti, ne, ki je bil skozi grival na tekmo, ne, on me je tudi prič peljal Maribor Celje, spomnim se še danes, in od takrat dalje se pravim, sem se zaljubil v to energijo na stadionih, in moram reči, da res ne bi, mislim, če bi mi kaj želje manjkalo, bi mi to ful manjkalo. In zdaj mi manjka, ne? Kak ti zavidam, da lahko pridiš na tekme, joj. Ja, dobro, samo zdaj, če ti tako vem, ne, hodim na tekme v Aluminij, pač Kidričevo, ne, dobro, Murska Sobota je super, ampak dobro, že v osnovi te tekme zdaj niso tako kot tiste tekme prej, ne. Ni pred tekmo, ni pirov, ni več med tekmo, ni kletvic, oziroma če so od spodaj od trenerjev in tistih na klopi, ni vzdušja, ni spodbujanja, ni potem, ne vem, tistih pametnih ali manj pametnih pripomb vseh na stadionu. V bistvu ni tistega množičnega sproščanja frustracij, ne. Se ne pravim, da je to dogodek, ki je pač, ne vem, kulturni dogodek, ne, pač to fuzbal pač dostikrat ni, včasih tudi je, seveda, ampak mislim, jaz ga dojemam kot nekaj, kar je res ventil za sproščanje in v tem trenutku to žal fuzbal ni, ne, tako da nisi kaj dosti zamudil v tem času. Zdaj to ti to natlejo, daj televizijo, se ne morem nas tak snemati. No ja, moj fun fact žal ne bo povezan z nogometom fanta, ampak ne bo niti blizu, ne. Sem ful razmišljala, kaj še bi lahko povedala in sem v bistvu ugotovila eno zelo zanimivo stvar in sicer, da sem intolerantna na laktozo, ampak me to ne ustavi pri uživanju mleka in mlečnih izdelkov. Bravo. Vedno je moje naročilo bila kava, ne, in prvo so moje kolegice tako, pa nisi ti intolerantna na laktozo, Čas je postala Ni zdaj to važno, veš, kako to telo priučiš, da si tolerantni? Ne. Ampak hladno pa povem, da se dosti boljše počutim, če ne uživam mleka, ampak ponovno to me ne ustavi pri uživanju mleka. Ti bi lahko piš enkrat k nam, ko molzemo krave doma, pa da bi videla, če dejansko ti je to vrelo ali ti ni. Kar je direktno, ja, mogoče, sem mlekom. Ja, no, ko smo se v soboto zjutraj slišali, torej o čem bi se pogovarjali, si v bistvu izrazil, da je ena tvoja taka želja po govorjenju ali pa neka priljubljena tematika, tudi kredibilnost novic na internetu. Ok, se bom kar popravil to, ne, mogoče sem jaz bil kriv, da je ta teza prišla do te faze, da to snemamo. Mogoče je najbolj pomembno, da res beremo čim več, tudi nekredibilne vsebine. V bistvu hotel sem samo poudariti to, da naj si bralci in mladi sami izbirajo vsebine, ki bi jih radi brali. To pomeni, da naj ne bo vir novic Facebook feed, ne. Ker recimo, če dam primer Večerovega delovanja, mi na Facebooku ne objavljamo zgolj in samo vsebin, ki so vredne dodatnega, ne vem, poglobljenega branja, ki so vredne res nekega ful velikega vložka raziskovalnega novinarstva, ampak tam dajemo tudi bolj sproščene družabne novice. Te ljudi velikokrat bolj in prej zagrabijo, s tem mi dobimo dodatnih, ne vem, 20-30% klikov, ampak to niso vsebine, ki bi nas mogoče izpopolnile, ne, so vsebine, ob katerih se sproščamo, ne, vsi radi vidimo, kdaj je Jennifer Lopez v kopalkah, ampak, ne, če pa gremo na večer.com, ne, tam pa ni Jennifer Lopez v kopalkah. Tudi tam je, ampak pod nekim zavihkom, ki ga ti moraš poiskati, ker si to vsebino želiš, ne. Torej, Facebook algoritem ti na tvoje poizvedovanje, ne, če si ti na Instagramu en naprej gledal Jennifer Lopez, ti jo bo na Facebook feedu ponudil, ne. Če pa boš ti pač dejansko hotel to videti, boš šel na stran, poiskal in to dobil. Bolj pomembno je pa, če se gremo za novice, tako zdaj, ko živimo v, ne vem, poplavi stvari povezanih s koronavirusom, ne, da greš posebej na neko spletno stran, izbereš to novico, prebereš, kaj je najnovejšega in si o tem obveščen, ne, ker lahko, da je nekaj, kar ti je Facebook preko svojih algoritmov ponudil,
že zastarelo, že ne vem, 2 dni stara novica. Tako se meni cel čas dogaja, Tako. ker spremljam recimo dnevno te, koliko je bilo okuženih, Ja. pa koliko ne. In potem včasih vidim nek tak zelo zaskrbljujoč, ker se vem, kako so naslovi, ne. Ja, Naslovi naslovi so zelo pomembni, ja. napihnjeni, zato da pač Seveda. itak klikne človek gor, ne, in potem grem brat in potem že pač fuck, ne, to sem 2 dni nazaj, to je bilo, kaj zdaj spet isto, ne, in potem slučajno nazaj gledati in vidim 2 days ago, ampak Se- itak. Pač kakorkoli, ne, sami si izbirajte novice. Ne. Od tega, da kliknete na portal vladajoče stranke in tam preverite novice, do tega, da greste na portal, ki podpira opozicijo. Pač idite, preberite, primerjajte in si takrat na koncu ustvarite končno sliko, ne prepuščate algoritmom, da vam oni servirajo Mislim, da se novice. to ne. vsekrat zgodi, mogoče tudi pri, ne bom zdaj rekla, ne bom zdaj kazala s prstom na nekoga, ampak recimo ne, pri starejših ali pa jaz, ali pa mogoče pri nekomu, ki ni tak vešč v tem in potem je to. To je glavna, to je, zdaj je tako bo, ne, zdaj Seveda. tako je tam pisalo in tako zdaj je in potem jaz Tako da bo. babi, ne, moraš prebrati mogoče kdaj kako drugo stran, torej novice ali pa drugo mnenje, ker konec koncev vsi smo ljudje, ne, objektivnost nam včasih ni prva vrednota, ko pišemo kakšne stvari, ne. Niti objektivnost ni najbolj pomembna, pri Res vsem je, skupaj. tudi Ne. to je res. Po mojem je najboljše spoznati subjektivnost večjih vidikov. Vse ne. to pravim, ne. Torej smo pred zadnjo točko današnjega dneva, večera že bolj, no. In sicer imamo en paket za enega izmed vas, ker bo počasi božič. Smo se odločili za en posebni giveaway. Ja, to poglej, Matijas, kaj je, ja. Letos. Boš povedal, kaj je? Kafe. Kava, pa še šalca. Pa še šalca. Zmleta kava. To bi jaz od Mati tudi lepo bo. Kako miriše. Ti bi tudi, da? Jaz bi tudi. Torej v sodelovanju z Rusterom, ki ga verjetno vsi poznate. Ne. Ja. Ja. Enemu izmed vas. Torej podarjamo ta čudovit božični paket, ki vsebuje torej šalico za kavo in pa kavo. Logično, ne? Ja. Pa krožnik tudi. Krožnik za kavo. Pa neki papirji. Moče kdo kaj skril? No? Torej, vaša naloga je, da spodaj v komentar napišete. Spodaj? Kje? Spodaj. Torej, da vzite komentar, kako se vam je zdela današnja epizoda in v naslednji praznično obarvani epizodi bo vas z Matijasom izžrebala enega izmed vas, ki bo prejel torej paket kafe. Paket tovarne kave. Ne? Ja, Tako, pa smo tudi današnji epizodi, da smo pa v bistvu kaj pribrcali, da je do konca, ne da smo celo čas v nogometu, mi dva, no zdaj lučki ni bilo, tako nam je bila bolj na stranskem tiru, kar se tiče te teme. V glavnem, ja, prišli smo do konca 10. KM šova, v bistvu tudi prva obletnica. ne? preobletnice, jaz sem rekel, da se nas Te so strgamo. zmeraj pomembne. Dajmo nazaj tekrat na 10. obletnico. Ajde. Opa! Pa, srečno voda. Tako da, skratka, ja, hvala, da si bil, da ste bili, da sta bila z nami danes. Hvala za vašo pozornost. Pa ne pozabiti lajkati, se naročiti in pa seveda vklopiti obvestil, ne? Ne. Da vas obveščamo še naprej. By the way, zahvalili smo se gledalcem, na mesto, da se zahvalimo tudi tebi. Hvala še enkrat, Miha, da si bil danes naš gost. Včasno mu je bilo. Ja, vedno radi slišimo modre besede. Tako Joj, od ljudi. mi te pa prosim izbirate. Pa, by the way, ne opazim, da smo danes pol leto tako mečali, s temi božičnimi polavri. Ne? Tako da bi se zmedli, Tako da bi če? se zmedli. Moj najljubši outfit v letu. Ja. To Definitivno. oblečeš, pa hodiš po Mariboru v lučke. In opazujem lučke. Lučke, aha, ja. Lučke. Hvala za vabilo, fajn je tu v pisarni, komaj čakam, da spet odprete, da lahko prijem na kavo. Vama in vsem, ki to gledate, želim vse dobro, lepe praznike in da bo 2021 boljše. 2020, mislim, verjamem, da je komu v redu, ampak splošno gledamo pa. Ja, vse dobro, vse najboljše. V bistvu vam želimo lepe in mirne praznike v ožjem krogu družine. Mehurčku. Ja, Ja. to je vse, kar letos dobimo. Ampak tudi to je pomembno, da se naučimo ceniti to, kar je
Meni so mehurčki vrejo. Ja. Oni milni. Jaz pa bifte komaj čakam. Lepo se imejte. Srečno! Ja.